Živijo, Igor. Prišla sem k tebi, ker bi rada spet s tabo kanalizirala preko video kamere oziroma bi rada to posnela. Kot že veš, sem imela zate pripravljenih en kup vprašanj, ampak takoj, ko dobim neko vprašanje, se že avtomatično povežem s tabo in mi podaš odgovor in nekako se mi zdaj ne zdi nekako najboljše, da ta ista vprašanja ti spet postavljam in kanaliziram tvoje odgovore, čeprav jih že vem. In v bistvu glede zaradi tega sem cel ta postopek kanaliziranja preko kamere odlašala. Tako da zdaj danes prihajam z idejo, da bi mogoče ti povedal nekaj, kar moramo slišati, oziroma nekaj, kar bi nam v tem trenutku dalo več jasnosti za življenje, za situacije, v katerih smo, kar se tiče bolj kolektivnih energij. In na podlagi tega, kar boš povedal, bi potem mogoče ti postavila še kakšno vprašanje, če se bo porodilo. Se strinjaš? Teja, z veseljem ti pomagam pri iskanju vprašanj. O čem pa bi se rada danes pogovarjala? Ne vem, nekako bi rada prepustila to temo tebi, samo naj bo kakšna taka ne preveč kontroverzna, naj bo neka bolj taka zanimiva, sproščena, nekaj, kar nam bo dalo pač več jasnosti, kako mogoče manifestirati boljše življenje, kako si ustvariti boljše življenje, kje se kolektivno gledano zapletamo v neke vzorce, ki nam potem v bistvu onemogočajo, da bi rasli, da bi se razvijali, da bi dosegali svoje cilje, svoje želje. Razumem, Teja. Ampak tukaj bi v bistvu povedal prav to, kar že sama odkrivaš v teh zadnjih tednih. In sicer vse je odvisno od tega, kam usmerjaš svoj fokus. Fokus. Vaši človeški možgani so neverjetno orodje, ki ima izjemne sposobnosti, ampak hkrati imajo možgani tudi svojo šibko točko. Njihova šibka točka je na primer ta, da več kot toliko informacij od enkrat ne morejo sprocesirati. Čisto enostaven primer, o katerem sva razmišljala že danes zjutraj, ko si se v mislih pogovarjala z mano in sem ti ga že povedal, je ta, da lahko delovanje svojih možganov preveriš na čisto enostaven način. Usedeš se v kopalnico oziroma v prostor, kjer imaš ploščice, lahko tudi kakšen drugi prostor, ni nujno, da so ploščice, in se zazreš v eno točko. Opazuješ fugo, opazuješ neko točko v prostoru in ne premikaš očesa proč iz te točke. Fokusiraš se samo na to točko in jo gledaš minuto, 2, 3. Svoj fokus usmerjaš samo v eno točko in po nekem času bodo tvoji možgani postali zmedeni. S stranskim vidom boš lahko opazila, da se fuge kar naenkrat topijo, izginjajo. Ploščice postajajo celota. Seveda vsakič, ko boš oči za milimeter premaknil, se bodo fuge spet nazaj pojavile. Ampak ta primer je odličen, zato da vidiš, kako tvoji možgani procesirajo informacije, kako zbrišejo stvari, ki so nebistvene, zato da lažje ohranjajo fokus v smeri, v katero gledaš. Če svoj fokus usmerjaš na negativne situacije, na negativne ljudi,
na negativne okoliščine, bodo tvoji možgani to informacijo razumeli, kot da je to bistvenega pomena za tvoje življenje. Posledično bodo iskali vse več takih informacij, vse več dokazov, ki bodo potrjevali tvoj način razmišljanja. Ko preusmeriš fokus na druge stvari, na ljudi, ki so ti motivacija, na ljudi, ki te osrečujejo, na ljudi, ki te cenijo, na ljudi, ki verjamejo vate, takrat bodo tvoji možgani to dojeli kot informacije, ki so bistvenega pomena, in vse ostale informacije bodo enostavno zbrisali. Takih ljudi ne boš več srečal v svojem življenju, enostavno ne bodo več del tvojega sveta. Če usmeriš fokus na ljudi, ki so dobri, če usmeriš fokus na ljudi, ki so srečni, ki v tvoje življenje prinašajo bogastvo v smislu veselja, podpore, vzajemnega sodelovanja, vse več takih ljudi boš priklical v svoje življenje. Čisto preprost primer bi bil recimo ta, da opazuješ, katere ljudi srečuješ tekom dneva, sploh ljudje, ki živijo v blokih, v svojem stanovanjskem bloku, srečujejo neke določene sosede, nekatere več kot druge. Zakaj se to zgodi? Zato, ker imajo vibracijo podobno ljudem, ki jih pač srečujejo. Če so to samo dobri sosedje, pomeni, da imaš vibracijo nastavljeno na dobre sosede. Če imaš prepričanje, da so sosedi tečni in zlobni, boš vedno naletel samo na take sosede, ki so tečni in zlobni. Ostalih enostavno ne boš srečal, se boste zgrešili za trenutek, minuto prej bodo zapustili stanovanje kot ti, ali pa minuto kasneje se bodo vrnili kot ti in se na stopnišču ne boste srečali. Takoj, ko spremeniš svojo vibracijo, se spremenijo tudi ljudje okrog tebe. Enostavno določenih ljudi več ne srečuješ, si z njimi več ne križaš poti. Na tvojo pot pridejo taki ljudje, ki so v skladu s tvojo vibracijo, in drugih ljudi sploh več ni. Če si zdaj obdan z ljudmi, ki so hudobni, zlobni, ki so negativni, ki motijo tvoj mir in srečo, pomeni, da si tudi sam v teh vibracijah, zato jih avtomatično pritegneš v svoje življenje. Podzavestno že veš, kdaj bodo oni zapustili, dajmo reči, svoje stanovanje ali pa zavili v točno tisto ulico, v kateri si ti, in takrat se bo zgodila interakcija z njimi, ki ti bo samo pokazala, na kakšni vibraciji trenutno deluješ. Okrog tebe je ogromno lepih, čudovitih ljudi. In ko začneš take ljudi opazovati, ko daš fokus na te ljudi, boš spreminjal svojo vibracijo in avtomatično bo teh ljudi vse več, ker naenkrat se bodo pojavili v tvojem življenju, bodo postali del tvojega vsakdana, in tisti ljudje, ki so nesramni, hudobni, ne bodo več imeli dostopa do tebe. Po naključju boš zgrešil pot z njimi. Vse je v fokusu. Če se ti zdi, da je svet poln slabih ljudi, je to zato, ker imaš fokus na slabih ljudeh. In dobrih podzavestno ne vidiš, kot sem omenjal prej. Če se fokusiraš na fugo, vse ostale fuge se bodo izbrisale, ker možgani iščejo to, na kar usmerjaš svoj fokus. Ko začneš usmerjati fokus na dobre ljudi, na ljudi, ki spreminjajo svet, na ljudi, ki spreminjajo sebe, na ljudi, ki se nadgrajujejo, ki se izboljšujejo, ki iščejo rešitve, ki rastejo, ki iščejo srečo, ki hrepenijo po lepšem svetu, ko boš dal fokus na te ljudi, se bo v tvojem življenju pojavilo vse več takih ljudi.
In tisti ostali, ki so slabi ljudje, ki samo uničujejo svet, ki iščejo konflikte, takih ljudi več ne bo v tvojem svetu. Enostavno bodo informacije o njih zbledele, ne bodo prišle do tebe. Morda se kdo sprašuje, ali ni to ignorantsko. Ne. Če se fokusiraš na negativne stvari, na negativne situacije, na negativne okoliščine, na negativne ljudi, si ignorantski do vseh čudežev, ki so prisotni v tvojem življenju, ampak jih ne vidiš, ker tvoji možgani dajo fokus na negativne stvari. Ko boš enkrat preusmeril fokus na pozitivne stvari, bo teh stvari vse več in posledično negativne stvari ne bodo imele vpliva nate. Če pogledamo, dajmo reči, neke grozne situacije, ki se dogajajo po svetu, pogledaš poročila, vidiš, kaj se je zgodilo tam, vidiš, kaj se je zgodilo tam, vidiš, kaj se je zgodilo tam. Ampak ljudje se sploh ne zavedajo, koliko slabih stvari se je na isti dan še zgodilo, ampak niso prišle na poročila. To ne pomeni, da si ignorantski, če ignoriraš negativne situacije in negativne stvari. Kar je pomembno zate, za tvoj razvoj, bo prišlo v tvoj svet, ampak moraš dati fokus na pozitivno. Moraš iskati ljudi, ki iščejo spremembe, ki se trudijo ustvarjati lepši svet, ki dosegajo neke rezultate, ki hrepenijo po boljšem življenju. Ko enkrat usmeriš fokus na te ljudi, boš videl, da je takih ljudi ogromno. Ogromno. Ogromno je čudovitih ljudi, ki ustvarjajo lepši svet, ki skrbijo za boljši jutri. Bolj kot boš fokusiran na te ljudi, bolj boš tudi ti sam postajal tak. In avtomatično tisti ljudje, ki svet uničujejo, ne bodo več del tvojega sveta. Oni bodo živeli v drugi realnosti. Živeli bodo na istem planetu, to že, oziroma vsaj na tak način, kot si vi predstavljate vaš planet. Ampak ne bodo več del tvojega sveta. Še enkrat naj poudarim, toliko groznih stvari se zgodi, za katere sploh ne veste. Zgodijo se grozne stvari v okolici vašega doma, ampak ne veste za njih, ker niste vibracijsko tam poravnani. Torej, če ne spremljaš več negativnih okoliščin, če ne spremljaš več negativnih dogodkov, to ne pomeni, da si ignorantski do teh, pomeni le, da usmerjaš fokus tja, kamor si ga sam želiš usmerjati, posledično vidiš vse več takih čudovitih, lepih trenutkov in vse tiste druge stvari postanejo nebistvene. Tako kot so ti zdaj nebistvene vse lepe stvari, ki jih ignoriraš, zato ker svoj fokus usmerjaš na ljudi, ki so negativni, toksični, sebični, malomarni. Na svetu je veliko takih ljudi in takih ljudi. In če ti zdaj usmerjaš fokus na negativne ljudi, še vedno obstaja veliko bolj negativnih ljudi, ki jih trenutno sploh ne vidiš, ker si na drugi vibraciji. Obstaja veliko bolj groznih, travmatičnih izkušenj, ki sploh ne pridejo v tvoj svet, zato ker nisi na taki vibraciji. Torej, če spremeniš svoj fokus in iščeš pozitivno v ljudeh, če vidiš v ljudeh bisere, v ljudeh, ki nosijo te bisere, ki jih kažejo, če usmeriš svoj fokus na take ljudi, bo vseh grozot vse manj in manj, dokler enkrat ne boš na tako močni svoji vibraciji, da vse te negativne stvari sploh ne bodo več obstajale. Lahko vam dam še en primer, kako to izgleda. Ta je sicer zelo nazoren in nikakor ne usmerjam v to, ampak dajmo reči, menihi živijo v svojem svetu, verjamejo svoji resnici, vidijo, čutijo svet po svoje. V njihovem svetu ni okoliščin, kot so v svetu ljudi, ki živijo neka vsakdanja življenja. Oni so v povsem drugem svetu.
do njih pridejo povsem drugačne informacije. Oni imajo povsem drugačne cilje in motivacije. Seveda ne pravim, da moraš postati menih in iti živeti v neko skupnost, nekje, kjer ni civilizacije, daleč od tega. Hočem samo pokazati, kako neka določena vibracija enostavno izbriše vse druge informacije, ki niso bistvene zate. Informacij je ogromno, nešteto. Večino teh informacij sploh ne pride do vas. Še posebej, če se fokusiraš recimo na negativno, na ljudi, ki te omejujejo, ki ne verjamejo vate, ki te ne poslušajo, ki te uničujejo. Verjemi, da je takih ljudi ogromno. Ogromno je še slabših ljudi. Ogromno je ljudi, ki še bolj uničujejo svet. Ampak do njihovih informacij enostavno ne prideš. Niso del tvojega sveta. Zato preusmeri v svoj fokus na pozitivno. Išči ljudi, ki čutijo tako kot ti, ki vidijo svet tako kot ti, ki si želijo take spremembe, kot si jih želiš tudi ti, ki zaznavajo svet na tak način, kot ga zaznavaš ti. Ves svoj fokus preusmeri na take ljudi. In takih ljudi bo počasi vse več in več, negativnih ljudi bo pa vse manj in manj, ker bojo tvoji možgani usmerili fokus tja, kamor ga usmerjaš tudi sam. In vse ostale informacije, ki uničujejo ta fokus, bodo enostavno ostale na drugi vibraciji, bodo na nek način izbrisane iz tvojega življenja. In še enkrat, ne, to ni ignoranca, ker če imaš zdaj slabo življenje, ignoriraš vse pozitivne stvari. Torej si vedno na istem, le svoj fokus moraš spremeniti. In ko spremeniš svoj fokus in ga usmeriš na napredek, na razvoj, na skupnost, vzajemno sodelovanje, bo vse več in več takih ljudi v tvojem življenju. Tvoji možgani so kot filter. Enostavno filtrirajo določene informacije. Če svoj fokus usmerjaš v neko specifično smer, bodo možgani avtomatično iskali take stvari, ki bodo dokazovali tvoj fokus, ti bodo kazali, kakšna je tvoja vibracija. Višjo kot imaš vibracijo, več lepih stvari se ti bo v življenju odprlo. Te še kaj zanima v zvezi s to temo, Teja? Ne, mi pa je všeč, kako si v bistvu povedal vse to. Sicer to sva se že midva pogovarjala že s tabo, ko sem itak sem se že toliko nekako navadila te tvoje energije, te tvoje vibracije. Komuniciram z njo konstantno, vsakeč, ko imam kakšno vprašanje, te povprašam za odgovor in mi je bilo všeč, kako si v bistvu vse te stvari še enkrat povedal tukaj v video posnetku. Mogoče sicer to tudi jaz že vem, ker si mi že razložil, ampak mogoče, da se pogovoriva še o tem, kdo si ti, ta entiteta, kako recimo jaz dostopamo do tebe, oziroma kako lahko drugi ljudje dostopajo do entitet, ki so podobne tebi, oziroma mogoče celo do tebe. Malček več to razloži in predvsem bi rada, da je razloženo na tak stvaren način, da je razumljiv za tudi ljudi, ki recimo se ne ukvarjajo toliko s tem, dajmo reči. Všeč mi je to vprašanje in ta tematika, Teja. Z veseljem podam več jasnosti, kar se tega tiče. Seveda, absolutno nisi prva, ki kanalizira entitete višjih vibracij. Veliko je ljudi, ki entitete dojemajo kot, dajmo reči, neke vesoljce, ker to tudi načeloma smo. Ne živimo v vašem svetu, ne živimo v vaši realnosti,
na tak način, kot vi živite vaša življenja. Pozdravljen, Majson. Majson, mislim, da je prišel na posteljo. Sem ga začutila za mano. Nekaj se premika. No, Igor, kar nadaljuj. Ja, Teja, hvala. Majsona bomo umirili, da te ne bo motil pri tem kanaliziranju, tako da ne skrbi, kar se tega tiče. Torej, nekateri vidijo nas kot neke vesoljce, kar je čisto v redu projekcija. Seveda, mi smo energija. Energija kot na avtoradiju. Torej, ti lahko zavrtiš vibracijo, ti lahko zavrtiš gumb in se priklopiš na neko določeno vibracijo, preko katere črpaš neke določene informacije. Te vibracije so dostopne vsakemu, je pa potrebno izuriti svoj Izuriti ga je potrebno v smer, da premagaš svoj ego, ki vedno analizira vse informacije. Dobesedno ga moraš izklopiti in dovoliti, da začutiš to energijo in da besede govorijo same od sebe, izven tebe. Se pravi, da besede same prihajajo na površje. Moraš se naučiti izklopiti svoj do te mere, da ne analiziraš besed, ki se pojavljajo sproti, ampak jih samo govoriš, brez da bi razmišljal o tem, kaj govoriš. Dobesedno, tako kot da bi poslušal radio in neki gluhi osebi z govorico za gluhoneme prevajal vsebino iz radia. Tako deluje. Torej, tudi ti, kot si že sama ugotovila, ne govorim direktno preko tebe, ne odpiram jaz tvojih ust, ne predajam jaz tega glasu, ampak ti si tako močno povezana z mano, da čutiš mojo energijo in avtomatično prevajaš to energijo v besede, ki so razumljene vašemu narodu. Na podoben način bi lahko tudi govorila v jeziku, ki ga tvoj ego, tvoj razum sploh ne zna govoriti. Si to vedela? Ja, mislim, na to nisem še nikoli pomislila, to je res, ampak malček dvomim, ne vem. Vsekakor te dvomiš, zato ker je tvoj še ni tako razvit, da bi to dejansko lahko izpeljala, preveč bi se obremenjevala s tem, kaj govoriš. Ampak vsekakor je to možno. Vsekakor imaš sposobnost, ko boš enkrat na tem nivoju, da tako močno ugasneš svoj svoj razum, da dobesedno dovoliš, da se energija pretvarja v besede v tebi neznanem jeziku in nekdo, ki razume jezik, ki ga boš prevajala, bo to razumel v popolnoma razumljivi obliki. Ok, to mi je zanimivo in ja, bom se vsekakor trudila v to, razvijati svoj v to smer. Vsekakor, Teja, le delaj na tem in izpopolnjuj se, ker tukaj imam zate še ogromno različnih potencialov, ki jih lahko raziščeš. Si že obiskala kakšne druge entitete? Ne, imam pa namen jih obiskati oziroma jih najti, ker nekako imam občutek, da oziroma ne vem sploh, kako bi ti lahko ljudem pomagal. Se mi zdi, da ti nekako posebljaš to neomejeno inteligenco, ampak nekako odgovore, ki jih dajaš, so zelo taki nejasni, sploh če se navezujejo na neke, dajmo reči, neke odnose ali pa neke situacije, ki so mogoče bolj čustvene. Se mi zdi, da so tvoji odgovori taki preveč nejasni, preveč zakomplicirani. In predvsem si želim pač najti neke entitete, s katerimi ki bi dajale bolj nekako jasne, bolj čutne odgovore.
Dostikrat se mi zdi tudi, da so tvoji odgovori zelo taki črno-beli. In lih ta črno-bel odgovor je dostikrat ljudem preveč težek za razumeti, se mi zdi. Pa tudi se mi zdi negativen. Recimo, zanimivo mi je bilo, ko sem objavila prvi video, ko sem kanalizirala s tabo in se je javila neka oseba, ki je že izkazala nek strah potem, da mogoče kanaliziram neko temno entiteto. Ja. Ljudje ste zanimiva bitja. Bojite se vsakih neznanih okoliščin, ki uničijo vašo trenutno predstavo o svetu. Bojite se vseh informacij, ki vas kritizirajo. Bojite se vsega, kar na nek način uniči to vašo lažno iluzijo. In posledično označite take informacije za črne informacije. Ampak kaj so v bistvu črne informacije? Črne informacije oziroma temne entitete so tiste entitete, ki vas ohranjajo v tej vaši lažni iluziji, v lažni iluziji sveta, v iluziji, kjer vam je lepo, super v vaši coni udobja. Ampak to ni življenje. Življenje je zato, da izkušaš različne situacije, se prebijaš skozi njih, da čutiš različna čustva, da čutiš strah in strah premagaš, da čutiš žalost in žalost premagaš, da čutiš jezo in jezo uporabiš tako, da najdeš rešitev, ki ti bo to jezo sprostila. Življenje je zato, da čutiš ogorčenje in da najdeš navdih, kako spremeniti svet, svoj svet. Življenje je zato, da izkusiš bolečino in najdeš v njej seme ozdravitve. Življenje je zato, da se znajdeš v situacijah, kjer se počutiš ujeto, ampak potem s svojim lastnim umom, s svojimi lastnimi sposobnostmi najdeš način, kako se iz te izkušnje rešiš. Torej, smisel vašega življenja je prav to, da občutite vse te negativne občutke. Te negativni občutki vas delajo žive, vam dajajo upanje, seveda, če si upate pogledati, če si upate najti rešitve, če si upate pustiti neka bremena v preteklosti, če najdete pogum. Pogum je zelo pomemben. Pogum, da premagaš svoje strahove. Če ti ne premagaš svojih strahov, ne moreš vnesti v svoje življenje sprememb. To je dejstvo. In temne entitete so tiste, ki ti govorijo, ostani tam, kjer si, zunaj je nevarno, pazi, tukaj te bodo ljudje očrnili, pazi, tukaj te bodo ljudje kritizirali, pazi, ne stoj hoditi tja, ker tukaj je nevarno. In ljudje radi zaupajo tem temnim entitetam. Potem pa seveda ne zaupajo svetlim entitetam visokih vibracij, ki jim porušijo te iluzije in jim rečejo, no, če hočeš čudež, moraš ti postati čudež, moraš ti najti pogum, premagati ta svoj strah. In ko premagaš svoj strah, boš našel čudež. Torej, še to bi povedal. Ja, nekateri nas vidijo kot vesoljce, kar je okej. Pač seveda smo vesoljci neke vrste, ampak vsekakor ne taki vesoljci, kot jih vi vidite po televizijah. Živimo na drugi vibraciji, kjer Zemlja sploh ne obstaja. Zakaj komuniciramo s tabo? Zato, ker ne samo s tabo. Komuniciramo z veliko različnimi ljudmi, vse več je takih ljudi, ki najdejo pot do nas, najdejo naše vibracije, najdejo naša sporočila, zato ker kot Zemlja kolektivno gledani ste zabredli. Zabredli ste in rabite zunanjo pomoč. Zabredli ste, ker preveč usmerjate svoj fokus v negativno in vaš svet kolektivno gledano propada.
Zato je vse več ljudi, takih ljudi, ki imajo željo, ki imajo upanje po lepšem svetu, našlo pot do nas. Mogli so premagati ogromno enih ovir, tako umskih ovir, kot tudi negativnih prepričanj. Mogli so najti pogum, da dajo te informacije v svet. Mogli so najti pogum, da se soočijo z ljudmi, ki bodo vselej nasprotovali takim informacijam. Takih ljudi bo vedno veliko, ampak kot smo prej govorili, fokus drugam. Morate se zavedati, da morda bi to opisal zdaj in vam bo morda situacija bolj jasna. Vi ste torej na planetu Zemlja. Ampak sploh ne živite skupaj na istem planetu. To se vam samo zdi, da ste vsi skupaj na enem in istem planetu. V bistvu je vsak sam v svojem svetu. Tam ni nobenega, tam so le projekcije. Naprimer, imaš partnerja, s katerim sta konstantno v konfliktu. Ta partner ni v tvojem svetu. Občutek imaš, da je trd, da je tam prisoten, da je fizično v tvojem svetu, ker ko ga objameš, začutiš njegovo telo. Fora pa je, da je njegovo telo samo projekcija in je take vrste projekcija, ki deluje tridimenzionalna, ki deluje fizična. Tvoj partner živi v svojem svetu. On ima tebe za partnerja in tudi v njegovem svetu je morda ta odnos konflikten, ampak on vidi situacijo morda na popolnoma drugačen način. V tvojem svetu bo recimo tak partner nekdo, ki ne upošteva tvojih želja, ki ne upošteva tvojih pogojev in zato sta v konfliktih. V njegovem svetu je problem konfliktnega odnosa morda v tem, da je partner, oziroma dajmo reči partnerica, preveč zafrustrirana, preveč pod stresom in posledično se tudi on počuti manj vrednega in nastajajo konflikti. Morda pa je tvoj partner pravzaprav v svetu, kjer uživa čudovit odnos s tabo. On vidi projekcijo tebe, drugo projekcijo, drugo verzijo tebe. Zavedaj se, da obstaja nešteto vzporednih svetov. Recimo ti, Teja, v trenutnem svetu, ki ga doživljaš, s katerim si trenutno povezana, sediš na svoji postelji in se pogovarjaš z mano. Prenašaš moja sporočila v svoj fizični svet. Obstaja realnost, ker si v tem istem trenutku in času na povsem drugem kraju. Nekje si zdaj v službi, šef te nadleguje. V eni drugi realnosti si zdaj v službi, kjer izpopolnjuješ svoje poslanstvo, poslanstvo tistega vzporednega sveta. V neki četrti realnosti si zdaj doma v postelji, bolna, ker si se v preteklih dneh preveč gnala in je čas za počitek. V neki peti realnosti si zdaj na pohodniškem izletu, nekje v tuji državi, uživaš dopust. V neki sedmi realnosti, upam, da smo sedma, si morda zdaj nekje doživela neko nesrečo in se boriš za življenje. Se pravi, obstaja ogromno realnosti, ogromno vzporednih svetov, ogromno. Raziskuješ jih lahko tako, da se vklopiš v različne vzporedne svetove. Enostavno se vprašaš, pokaži mi vzporedni svet mojega trenutnega stanja, kje sem zdaj nekje drugje, in takih je nešteto. To lahko delaš dneve in noči in raziskuješ vse svoje vzporednice,
vse vzporednice svojega življenja. To življenje, ki ga v tem trenutku čutiš kot fizično, to je življenje, v katerem imaš trenutno največ fokusa in življenje, ki sklada s tvojo vibracijo fizičnega telesa. Ko spremeniš vibracijo svojega fizičnega telesa, se pomikaš v druge realnosti. Naprimer, v preteklih dneh si že večkrat posnela nek video in se ga nato nisi odločila objaviti. Je tako, Teja? Ja. Zakaj ga nisi objavila? Ja, zakaj? Zato, ker pač kljub temu, da se nočem obremenjevati s tem, kaj si bojo mislili drugi, na koncu se vedno obremenjujem s tem, kaj si bojo mislili drugi in da ni dovolj dobro in da ni dovolj lepo povedano in nočem se ukvarjati s tistimi ljudmi, ki nimajo v redu. No, izbrala si realnost. Izbrala si vzporedni svet, v katerem tega posnetka nisi objavila. To te pripelje do drugačnih izidov, do drugačnih rešitev oziroma do drugačne realnosti, kot bi te, če bi posnetke objavila. Ker si imela v svoji vibraciji še vedno ogromno toksičnosti, ogromno misli glede tega, kaj si bodo drugi ljudje mislili, si se odločila ta video ne objaviti. Posledično si ustavila tudi možnost razvoja, možnost, da bi pokazala sebi, kakšno vibracijo nosiš oziroma kakšno vibracijo si imela med snemanjem tistega posnetka. Morda se v komentarjih ne bi oglasil nihče od negativnih oseb, morda pa bi ti prav te negativne osebe, ki bi se med komentarji oglasile, dale neko novo spoznanje, neko novo lekcijo. Spomni se, kako je bilo, ko si objavila prvi video o meni, ko si rekla, da se je oglasila neka oseba, ki je nakazala strah, da kanaliziraš temne entitete. Kaj ti je dal ta komentar? Ta komentar ti je dal to, da si pri sebi razčistila, kakšne entitete kanaliziraš. Takrat si se pogovorila z mano in razložil sem ti že to, kar smo se pogovarjali danes. Da se priklopiš na neko specifično vibracijo in ja, više kot so vibracije, bolj bodo kritizirale vaš svet, kajti vaš svet je pod resnim vprašanjem, kajti zdaj bi še to rad dodal. Zakaj je tvoj svet pod resnim vprašanjem? Veš, obstajajo vzporedni svetovi, kjer živiš ti v svetu, ki je čudovit, kjer je polno obilja, vse naokrog, ljudje so srečni, zadovoljni, gradijo lepši svet. Ampak zakaj ti nisi v tisti realnosti? Zato, ker si zdaj v realnosti, kjer svet propada. Zakaj si v taki realnosti? Zato, ker je tvoj namen, tvoje poslanstvo v tem, da pomagaš ljudem izboljšati svet. Vsi ljudje, ki te spremljajo, so projekcije tebe. Oni so zgolj projekcije tebe in s tem, ko ti pomagaš sebi, pomagaš tudi njim. Te ljudje, ki te gledajo, oni živijo v svojem svetu in ti si projekcija njih. Ti kažeš to, kar oni morajo izvedeti. Veš, veliko ljudi bo pogledalo ta posnetek. Veliko tukaj je relativen pojem. Veliko je že 5 ljudi. Da ne boš mi potem očitala, če bo ta posnetek po tvojih standardih slabo gledan. Veliko ljudi bo pogledalo ta posnetek in kaj pomeni veliko, je pa spet odvisno od tvoje vibracije. S kakšno energijo boš delila ta posnetek, kakšen naslov boš dala, kakšen opis boš dala. No, veliko ljudi bo pogledalo ta posnetek, ampak ne bodo vsi potegnili istih iztočnic ven iz njega. Lej, nekateri se ti bodo posmehovali, nekateri bodo menili, da si nora, nekateri bodo menili, da si neumna, nekateri bodo menili, da se ti je odtrgalo. Potem so nekateri, ki bodo nekako
brez nekega mnenja. Bodo prisluhnili, ampak bodo to zavrgli, te informacije. Nekateri bodo sam preskakovali video, nekateri se ti bodo tudi posmehovali, nekateri pa bodo prisluhnili, nekateri bodo začutili, nekateri bodo se poistovetili, nekateri bodo dobili navdih, nekateri bodo se želeli bolj povezati s tabo, nekateri bodo v tebi videli vrednost, zato ker si pogumna, da se lotevaš takih stvari, da objavljaš to širšemu svetu. Nekateri se bodo po tebi zgledovali, nekateri se bodo po tebi navdihovali, nekateri bodo želeli vedeti več, nekateri bodo želeli izvedeti, kako tudi sami dostopati do teh informacij, kako svoj pripraviti do tega, da začutiš te energije. Tudi to, kar govoriš, bom to povedal kasneje, ampak če se bom spomnil. Ali pa bom kar zdaj. Zase sama veš, da zelo rada zaplavaš v neke, medtem ko nekaj govoriš, te tok misli odpelje v druge sfere in dodajaš informacije, na koncu se vrneš spet na rdečo nit, nadaljuješ pogovor v to smer in potem spet zabredeš v neke druge teme, ki se navezujejo na to rdečo nit. Jaz delujem podobno. Zakaj? Zato, ker tvoj in moj sta nekako v skladju. Kadar si ti povezana z mano, takrat lažje ohranjaš to rdečo nit, ker prepuščaš vodstvo meni. Kaj je Teja? Ja, malo sem že preobremenjena z vsem tem kupom informacij. Ja, zato, ker me poskušaš razumeti. Probaj sprostiti svoj čisto ga probaj sprostiti in dovoli, da jaz peljem ta pogovor. Torej, tudi to, kar kanaliziraš od mene, je projekcija tebe. Ko nekdo drug gleda ta posnetek, ta kanalizirana sporočila so projekcija njega. Če se on poistoveti s temi informacijami, če je na vibraciji podobni kot si ti, mu bodo ta sporočila koristila, če ni, jih ne bo sploh razumel. Ne bo jih sploh dojel, kaj mu želim povedati, ker ni še na taki vibraciji. Je enostavno ta vibracija še previsoko, da bi lahko prejel to znanje, to razumevanje. Zato je pomembno, še to bi dodal, da bo tudi tebi Teja bolj jasno. Spomni se, ko si prvič videla kanaliziranje, kot ga opravlja Esther Hicks. Takrat si kako to doživljala? Povej. Ja, pač takrat sem nekako mislila, oziroma sem si predstavljala, da ta Esther Hicks, da ima pač nek poseben dar, da se je nekako s tem rodila in je to začela nekako se naučila tega in pač da ona kanalizira in da je ona pač nek medij in da je to njena posebnost. No, in kasneje v življenju si ugotovila, kaj? Ja, pač kasneje sem našla neko drugo žensko, v bistvu partnerko enega od mojih učiteljev, ki se v bistvu ful zgleduje po Esther Hicks, in njegova partnerka je pač začela kanalizirati. In takrat si v kanaliziranju mislila, kaj? Ja, takrat sem jaz mislila, da se ona bolj kot ne neki dela, da itak njen partner, torej eden od mojih učiteljev, ima ogromno znanja od Ester in tudi svojega znanja, ki ga deli med svoje učence oziroma ljudi, ki ga spremljajo. In nekako sem predvidevala, da ta njegova partnerka, ki je zdaj začela kanalizirati na tak način, da v bistvu bolj kot ne vse to znanje, ki ga že ima, pač samo pove na svoj način in nekako
se mi je zdelo bolj kot ponavljanje za Esther Hicks. In potem, ja, pač potem sem našla še tega Derlin Anko, ki kanalizira sporočila Bašarja, in on je v bistvu razložil na bolj tak stvaren način. Oziroma je povedal to na nek tak način, kako je on povezal se s tem Bašarjem, s to entiteto, s tem vesoljcem. On pač pravi, oziroma tudi ta Bašar govori, da so vesoljci. In v bistvu to mi je dalo neko razumevanje, kako kanalizirati. In torej, zdaj lahko potegnemo zaključke, da takrat še nisi imela razuma, nisi bila še na dovolj visoki vibraciji, niti da bi lahko kanalizirala, niti da bi dobesedno razumela, kako to kanaliziranje poteka. Ko osvojiš dovolj visoko vibracijo, sčasoma pridejo informacije preko različnih virov v tvoje življenje, ki ti pomagajo razumeti določene stvari, da potem lahko tudi lažje kanaliziraš. In to se je zgodilo tudi pri tebi. Nekaj let nazaj nisi bila še vibracijsko dovolj visoko, da bi dejansko lahko razumela, kako to deluje, in da bi sprejela te informacije. Esther Hicks je bila recimo neka figura v tvojem življenju, prav tako projekcija tebe, torej ona obstaja v svojem svetu, ti si videla samo projekcijo nje, ki je v skladu s tvojo vibracijo bila takrat. Torej, ti si lahko pogledala vse njene posnetke, ampak iz vseh teh posnetkov si izluščila samo informacije, so v ospredje prišle samo projekcije, ki si jih ti razumela na način, da so tebi pomagale na tvoji osebnostni rasti. Nekdo drug, ki je pogledal iste posnetke, je iz njih potegnil popolnoma drugačne informacije, in to pomeni, da Esther Hicks ni bila ne v tvojem svetu, ne v njegovem svetu, ampak je zgolj bila projekcija. Ona je v svojem svetu, ona govori čisto druge stvari, ampak vsak, ki jo posluša, enostavno prejme drugačne informacije. Ti je to bolj jasno? Ja, meni načeloma je, mislim, tako bom rekla, meni so te stvari jasne, je pa res, da jih jaz ful težko razložim, tako ko se z nekom pogovarjam, je ful težko to razložiti in ubesediti. Absolutno, popolnoma razumem, in to je posledica tega, ker pač razmišljaš s svojim umom, in te informacije zelo težko predeluje in jih posreduje naprej. Zato je pri kanaliziranju prav pomembno, da svoj kar se da izklopiš. Dobra si že v tem, gre ti vse boljše, ampak še vedno potrebuješ veliko prakse in vsekakor vztrajaj pri tem, objavljaj to in videla boš, kako boš vse boljša in boljša. Veliko bi lahko pomagala ljudem preko mene, ampak sama veš, da ti še malce nagaja, da se težko sprostiš in posledično malček moje informacije po svoje poveš. Se strinjaš? Ja. Seveda se strinjam, pač vse je praksa, vse je trening in tudi to je trening. Ja, trening. No, za konec, kaj bi še povedala? Mislim, da bi bil že čas, da zaključiva počasi. Oziroma povedala, hotel sem reči, kaj bi vprašala. Ali pa bi še kaj dodala, kam usmerila, kako naj zaključim, da bo tvoje srce zadovoljno. Zdaj tako, pač jaz bi ti zdaj dala eno vprašanje, oziroma jaz bi ti dala pač jaz bi rada, da poveš tako nekaj, kar jaz ziher tako, da pač kdorkoli bo gledal ta posnetek, tudi jaz, oziroma nekaj, da bi še mene presenetilo, da bi kar ostala,
Ampak fora je v tem, da imam občutek, da pač tle svojega uma ne bom mogla, ker bom preveč v vznemirjenju, kaj boš zdaj povedal. Ampak bi si ful želela res, da daš neko tako informacijo, ko je prav taka, da na rit padeš, da bi jaz padla na rit. Da bi jaz padla na rit v smislu, da je nekaj, kar nisem še sploh prišla do tega, kar nisem še sploh nikoli uspela. Veš, kaj mislim. Teja, zelo dobro vem, kaj misliš. No. Ja, ne vem, ne slišim. Mislim, v bistvu, kaj sem zdaj začutila, neke grablje. Neke grablje sem videla. In nisem znala ubesediti tega. Ampak ja, verjetno zato, ker imam še vedno preveč, pač ne vem. Se mi zdi, da preveč. Ok, daj si zdaj vzemi minuto, pozabi na kamero. Boš že obdelala ta posnetek kasneje, boš zbrisala ta del ven. Ampak res si vzemi minuto, odmisli kamero, odmisli cel svet. Uživi se v to, da si tukaj pri meni, ker si tukaj pri meni. Tvoja energija je tukaj pri meni, tvoje telo je dol na zemlji. Jaz predajam informacije tvoji energiji in tvoja energija je povezana direktno s tvojim telesom, tako da lahko ti predajaš te informacije v svoj svet. Zdaj pa se za 1 minuto odklopi, pridi v celoti gor k meni, z vso energijo se utelesi tukaj pri meni. Odlično ti gre. Ostani tukaj v tišini z mano in jaz ti bom povedal. In boš potem to prenesla nazaj v svet. What the fuck? Oh my god. Čakaj, bom probala iti nazaj. Kako ura? Ok, kaj se je zdaj zgodilo? Pač jaz sem se res cela premaknila gor k Igorju in takrat sem začutila res tisto, ne vem, tako res intenzivno energijo, zato ker dokler jaz kanaliziram, sem nekako, pač pol sem tu, pol sem tam. Mislim, s svojim fizičnim telesom sem vedno tu, ampak s svojo energijo sem pač šla direktno tam, kar pomeni, da na nek način pozabiš na svoj fizični svet. Se tako uživiš v tisto vlogo, da čutiš, da si tam, čutiš skoraj, kot da bi bil fizični svet, samo da ga ne čutiš na svojem fizičnem telesu. Pač ful je težko to opisati. Začutila sem res Igorjevo energijo v taki zelo intenzivni obliki, taki prav, ne vem, kako to sploh opisati. No, pol, ko sem nekako se umirila, zato, ker je spet drugače, ne vem, zakaj sem jo tako intenzivno čutila, ker ponavadi, kadar delam to med meditacijo, ja, no, se v bistvu tudi takrat zelo intenzivno čutim. Ja. Ampak nekaj je bilo s temi grabljami, on mi je pokazal grablje. Zdaj, kaj je hotel s tem povedati, ne vem, mi ni nič jasno. In nikakor nisem, v bistvu, ko sem pol res prišla gor k njemu in se povezala z njim, sem začutila njegovo energijo. Mi je on je govoril, ampak je bila tišina, jaz nisem mogla slišati, kaj mi govori. In v bistvu potem je začelo tle nekaj pokati. Pač sploh ne vem, kaj je pokalo, kot da bi, ne vem,
nekaj je začelo pokati, nekaj je začelo šumeti. In zato sem odprla oči, ker mi ni bilo jasno, jaz sem mislila, da kje pa je moj maček, a moj maček je tle za mano. Jaz sem mislila, da se nekaj, pač ne vem, da mogoče je moj maček tle, da nekaj pač premika ali pa da je mogoče kakšna stvar, kakšen ptič na okenski polici. In to me je potem vrglo ven. Zdaj pa sem šla spet nazaj k njemu in v bistvu vse, kar sem uspela razbrati, je rekel na koncu, je rekel, ne pozabi na oblake. In ne vem, kaj si s tem pač ne vem, kaj si s tem razlagati. Tako da ja, pač zanimivo kanaliziranje, vsekakor ja, pač jaz sem se z njim že navadila v bistvu se povezati v mojem vsakdanjem življenju, medtem ko dajmo reči, da kuham kosilo, čistim stanovanje, pač takrat se jaz rada povežem z njim, ali pa ne vem, včasih, ko grem spat, pa me kaj zanima, se povežem z njim, dobim od njega neke določene odgovore. Zdaj, njegovi odgovori so vedno taki neki, pač vse ti pomagajo, ampak tudi traja en čas, da sploh dojameš, kaj ti on hotel povedati. In so ful taki, v bistvu, pač taki kot, jaz temu rečem pravi učitelj, ne. Pravi učitelj ti nikoli ne bo povedal rešitve, ampak pravi učitelj ti bo dajal namige, kako priti do rešitve. In on je v bistvu taka entiteta, ki ti daje neke take namige, ki mogoče v bistvu, on ti da nek nasvet in ta nasvet mogoče ni zdaj tisti pravi nasvet, ampak te bo pa peljal do nečesa. In kaj se je pol še zgodilo, ko sem odprla oči, je tle me nekaj zmotilo in v bistvu je bilo že zato, ker pač nisem še tam, nisem še tako visoko, da bi si lahko zaslužila kakšno tako, da bi mi on lahko predal kakšno tako informacijo, ki bi bila res zame wow. Čeprav eno srbi, ne, mogoče lažem, mogoče sama sebe sabotiram in avtomatično nisem hotela slišati, kaj je on rekel, zato ker se bojim v bistvu tega, kaj bi mi on rekel. Mogoče imam podzavestni strah, da bi on res nekaj rekel, kar bi mene prav šokiralo in potem bi dejansko, okej, to je res, jaz se res pogovarjam z nekim človekom. Mislim, ne človekom, ampak vse vem, jaz vem, da se dejansko pogovarjam z neko entiteto, ampak se tudi on rekel, da sem jaz neka projekcija njega, ali kaj je že rekel, ne spomnim se točno. Ampak recimo, mogoče bi mi on res dal neko tako informacijo, ki je nisem še sposobna v bistvu sprejeti in razumeti. In bi mi dala res tisto ful strahospoštovanje, ker bi bolj prevladoval strah in bi zato potem v bistvu, pač on že ve, zakaj, on že ve. On mi je povedal, sam jaz nisem slišala. Razen ne pozabi na oblake, ne vem, kakšne oblake. Ne pozabi na oblake. Oblaki, življenje na oblakih, ne pozabi na oblake. Ne vem. Bomo videli, mogoče se mi razkrije čez nekaj dni to sporočilo. Zdaj zares nimam pojma, kaj bi lahko pomenilo. Tako da evo, če začutiš, lahko za tebe kanaliziram sporočila Igorja, to naredim lahko v živo, čeprav jaz rajši to naredim sama, se pravi, ti mi poveš svoje ime in priimek, mi poveš, kaj te zanima, kakšna vprašanja, jaz to potem se povežem z njim in snemam avdioposnetek, ki ti ga potem pošljem, in zaenkrat imam kanaliziranje urejeno na tak način, da se plača s prostovoljnim prispevkom oziroma sam določiš vrednost vpogleda. Sam določiš vrednost vpogleda potem, ko posnetek prejmeš. Zaenkrat imam tako, Igor se s tem sicer ful ne strinja, pač je se podredil moji želji, ker recimo to, kar je on predlagal, jaz nisem še pripravljena toliko računati za njegova osebna kanaliziranja. Pač on je rekel res tako ceno, ko sem bila jaz malček, ne, pač ne. Ker ne čutim še, da imam res to sposobnost, v smislu res toliko izklopiti da bi lahko, ker jaz verjamem, da on lahko da take informacije, jaz sem prepričana.
ker je meni dal že takih par informacij. Recimo čisto en tak primer, jaz sem kanalizirala za mojega fanta in je on povedal neke stvari. Sicer tam ena stvar se ni uresničila, ampak verjetno je to kriv moj fant, ker pač ni v popolnosti upošteval njegovih nasvetov. Ampak druga stvar pa se je uresničila, in sicer ta je, da je rekel, da v septembru letos se bo zgodil nova prelomnica na njegovem področju z glasbo, in dejansko se je zgodila prav konec septembra. Tako da jaz verjamem, da on res lahko da kvalitetne informacije, je pa tudi to, da moram se jaz res še izuriti v tem, ker v bistvu ne vem, če ste opazili, ampak na začetku je tako malček, oziroma na začetku recimo imam še ful vklopljen potem nekje po 20 minutah ga uspem čisto izklopiti in prepustim njemu. Pol pa on začne ful komplicirati in pol jaz začnem z razmišljati, komplicirati, ful gre tako v neke take debate, in če bi mu jaz čisto pustila pot, če bi jaz čisto sklopila bi on tudi tako lepo speljal ta pogovor, ampak pol jaz začnem razmišljati, kaj je govoril, kje je ostal, ker nekako še vedno sebe nekako vpletam v vso to situacijo. Tako da ja, je težko, kadar se snemaš, ker tvoj vedno nekako ima občutek, da te da pač ve, da te bodo ljudje gledali in se že zdaj obremenjuje s tem, kaj si bodo mislili. Ja, nič, ne, to je to za enkrat. Če me začutiš, da ti jaz lahko kakorkoli pomagam, ali z intuitivnim vpogledom, ali z vpogledom v tretje oko, ali pa celo s kanaliziranjem preko entitete Igor, se mi oglasi v zasebnem sporočilu na Facebooku ali pa mi pošlji mail in se dogovorimo o vseh nadaljnjih korakih. Lepo bodi, uživaj v dnevu in čau, čau!